Letos potekajo že 22. Slovenske dneve knjige in s tem svetovni dan knjige. V Celju kot partnerskemu mestu sodelujemo z Društvom pisateljev Slovenije, ki je glavni organizator, in pri tej akciji sodelujemo že 21. leto, se pravi skoraj toliko, kot deluje naša knjigarna. Skupaj z Osrednjo knjižnico Celje smo pripravili program, ki ga bom zdaj v kratkih besedah predstavil. Seveda najprej naš, kar organizira naša knjigarna. Osrednji prostor je knjižna tržnica v starem mestnem jedru, kjer pod šotorom ponujamo knjige po ugodnih cenah. Letos smo spet se dogovorili z več založbami, da so res ponujajo knjige po izjemnih popustih, tudi do 70%, tako da je knjiga dostopna za vsakega. Včasih smo govorili, kako je knjiga draga, mislim pa, da danes temu ni več tako, saj vidimo, da je knjiga v raznih oblikah. Najdemo tudi ne samo v knjigarnah, ampak tudi po raznih diskontih, kjer se prodaja po res razvrednotenih cenah, in mislim, da s tem tudi nekako upada vrednost same knjige. No, knjižna tržnica bo delovala vsak dan od 9. do 17. ure. To je v torek, se seveda odpre, v sredo pa bomo kot spremljevalni program ponudili še v sodelovanju s Celjsko kulturnico in lutkovno predstavo Zvezdica zaspanka, ki je nastala v koprodukciji s češkim režiserjem Jerzy Polehno, in igra pa jo, izvedbo same lutkovne predstave pa bo igrala skupina Smolički Slovenije z Društvom za medkulturno sodelovanje Galos, Tisoč šmartnega v Rožni dolini. To bo premierna predstava. Moram poudariti, da so to lutkovno predstavo igrali že na Češkem pred 3 tedni na festivalu, tako da bo to premierna predstava v Celju oziroma v Sloveniji. In so poželi kar odobravanje, ker Čehi ne poznajo Zvezdice zaspanke. Potem tu so ljudje varni, predvsem smo povabili šole in pa vse, ki ljubijo lutke in radi si pogledajo, in pa seveda tudi Zvezdico zaspanko. Zvečer pa bomo imeli v naši knjigarni literarni večer z znanim celjskim pisateljem, ki je končno napisal in izdal svoj prvi roman, katerega smo kar čakali že kar nekaj let. Sicer je bila predstavitev že pred mesecem in pol, vendar takrat bila takšna gneča v muzeju, ker je predstavil svojo knjigo, da marsikdo obupal in se obrnil. Tako da smo potem se dogovorili, da bomo imeli še eno predstavitev za vse tiste, ki takrat tam niso bili oziroma ki bi radi še enkrat prišli sem. Bo pa zanimivo tudi slišati Odmeve v tem času, sigurno že kakšna reakcija na njegovo knjigo. V četrtek imamo spet knjižno tržnico in po petek se pa pokriva z akcijo oziroma z večerom knjige. To poteka zdaj že mislim, da 5. ali 6. leto. Glavni organizator so Sanje, poteka pa v več krajih v Sloveniji, pa ne samo po knjigarnah, tudi po knjižnicah, po šolah, na raznih mestih. Predvsem bojo to bralni večeri oziroma predstavitve knjig. Mi bomo ta dan imeli spet akcijo, ki je že tradicionalna, podarimo si knjigo, izkupič, to bo knjiga za 1 evro. Ta izkupič gre potem v dobrodelne namene, za pomoč pri nakupu učbenikov in pa delovnih zvezkov. Zvečer pa bomo imeli noč knjige, ki ga imenujemo tudi noč popustov, ker bo pač, kdo bo prišel v knjigarno po 19. uri, lahko kupi knjigo po bolj ugodnih cenah. Bomo še dali dodatne popuste. Osrednji dogodek tega večera pa bo, to ni literarni večer, bolj predavanje. Vemo, da je letos 500. obletnica reformacije in da se v bistvu celo leto odvijajo dogodki v počastitev tega velikega dogodka pred 500 leti. Glavne zadeve se bodo seveda potekale jeseni. Pri nas pa bomo gostili posebnega gosta,
teologa, pastorja in sebe imenuje tudi reformatorja, ki nam bo predaval o reformaciji. Kaj reformacija pomeni? Vemo, da je reformacija naredila prelom tako v političnem, gospodarskem, družbenem pogledu pred 500 leti. Vemo tudi, da smo Slovenci v bistvu postali Slovenci pred 500 leti z velikimi črkami. Če je po Svetem pismu svet nastal z besedo, je Bog ustvaril svet z besedo, tako smo tudi Slovenci v bistvu nastali z besedo. Takrat so nastale prve knjige. Predavanje, pogovor, razgovor, ja mislim, da bo zelo zanimiv, ker tudi gost je zelo zanimiv, tudi po postavi zelo podoben Trubarju in pa tudi po svoji gorečnosti. In pa sam pravi, da je sedaj čas za novo reformacijo, kar mislim, da se vsi strinjamo. Potem pa seveda soboto zaključek teh dnevov, glede na to pa, da danes nimamo predstavnice knjižnice Celje, mi naprosto samo, da izpostavim predvsem tale dogodek, in sicer v sredo bo knjižni sejem, knjiga išče bralca, to je že tudi, mislim, da tradicionalni dogodek, kjer pač si tisti, ki knjige ima, si izmenjuje ali pa knjige podari, tako da vemo, da knjiga je živa knjiga samo, če ima svojega bralca, če je knjiga v polici, če je knjiga nekje pozabljena, to je mrtva knjiga. Mi pa vsi se trudimo, da je knjiga živa knjiga, tako v knjižnicah, kot mi v antikvariatu, ker tudi iščemo tisti, ki ga knjiga, ki mu doma leži, jo pač ponudimo tistemu, ki bi jo bral. Se pravi, smo vsi nekakšni voditelji, da knjigo obudimo v življenje. In pa ta dan bo tudi akcija brezplačna članarina v knjižnici za nove uporabnike. To je tudi, mislim, da večkrat to akcijo, ne vem, če ravno vsako leto, ampak večkrat to akcijo izvedejo, na ta način pač omogočijo tudi tistim, ki si drugače ali ne morejo, ali pa težje plačajo to članarino in tako tudi si mogoče dostop do knjige celoletno. Drugače pa ta program, klasičen program, mislim, da je tudi na vseh napovednikih.